Pred kakšnim mesecem je Klemen na YouTubu predlagal, naj posnamem video o zaviranju, kako zavirati na suhi podlagi, na mokri, kako na kratkih ali pa dolgih spustih. Če poznaš nekaj tehnik pravilnega zaviranja, ti to sigurno omogoča, da se boš varno pripeljal v cilj, da ne boš tvegal po poti kakšnega padca, hkrati pa da tudi tvoja oprema zdrži čim dlje. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Čeprav je tako čudovito sončno vreme, se je pa temperatura ob enih popoldan dvignila komaj na 9 stopinj Celzija. Jaz sem se odpravil na eno kolesarjenje proti jugu do Kraškega roba, kjer naredim en krajši vzpon in probam povedati čim več o pravilnih tehnikah zaviranja. Poleg tega vidimo, da je cesta na posameznih predelih še kar mokra in spolzka, nizko sonce ti blešči v oči, pojavljajo se posamezni senčni predeli, kjer ne vidiš nič, kar je lahko popoln recept za katastrofo, če ne voziš previdno in se spuščaš vratolomno, brez kakšnega posebnega občutka. Če bi imel priliko dati en samcat na svet glede zaviranja, potem lahko rečem samo to. Pravilno zaviranje je pravočasno zaviranje. Če zaviraš prepozno in preveč silovito, tvegaš, da ti guma zdrsne in da se razsuješ po tleh. Je pa to pravočasno zaviranje izredno raztegljiv pojem, ker to je namreč odvisno od vrste podlage, koliko je spolzka, kakšni so nakloni. Vsekakor moraš imeti nek svoj občutek, da veš, kdaj začeti zavirati in s kakšno silo, da se boš lahko izognil kakršnikoli nevarnosti. V teoriji bomo rekli, da ima vsako kolo dve zavori, sprednjo in zadnjo. Vem, da so možna odstopanja, ampak rečemo, da pokrijemo tisto, kar je najbolj razširjeno. Zdaj v zadnjem času so precej prisotne disk zavore. Jaz sem že skoraj malo pozabil, kako je bilo včasih bremzati na gumice, tako da se bom osredotočil na to, kar je zdaj najbolj moderno. Sprednja zavora je praviloma močnejša, prenese več sile, to pa preprosto zaradi tega, ker takrat, ko žlajfaš, tvoje težišče sili naprej, pritiska na sprednjo gumo in zavora dosti bolj grabi. Po drugi strani pa zadnja zavora ni tako močna, zato ker zadnje kolo ne pritiska s tako silo v tla. Namenjena je bolj korekcijam, tako da nam kolo ne bi zdrsnilo in je treba pač jo uporabljati z občutkom, posebej še na spolzkih površinah. V vsakem primeru pa je najbolj prav, da zmeraj uporabljamo obe zavori v pravilnem sorazmerju, ki vam ga nameravam povedati v nadaljevanju. Vam povem takoj naprej, samo da opravim s tem kratkim vzponom, ker pol gor na vrhu ne bom tako zadihan. Sicer pa za v hrib tako ali tako ne rabim zavor, tako da smo varni. Je super tale kras v takem jesenskem času, te barve so fantastične. Če kogarkoli zanima, kje se da narediti kakšen tak lep izlet, bom dal od spodaj v opis videa link do svoje Strave. Od spodaj v opisu pa najdete tudi link za 10% popust v trgovini Sirocco, če bi si kdo rad kupil zimska kolesarska oblačila. In kar je najlepše, popust velja tudi že na znižane cene. Razmerje pri zaviranju na sprednjo in zadnjo zavoro mora biti 70:30. Večji del sile dajemo na sprednjo zavoro, zadnja pa pomaga in skrbi za stabilizacijo. Poleg tega ne zaviramo takoj na vso moč, ampak krajši progresivno, se pravi, da začnemo postopoma in potem počasi stopnjujemo pritisk. Še posebej pri disk zavorah je priporočljivo, da vmes popuščamo zaviranje, zato da se diski ne bi pregreli
In najslabše bi bilo, če bi na kakšnem dolgem spustu non-stop držali za kakšen milimeter, toliko da pritiskaš na žlajf in stalno drsaš po disku in ga greješ. Zato jaz rajši pritisnem, spustim, zato da imajo diski vmes čas, da se ohladijo in s tem tudi nekako poskrbim, da oprema zdrži dlje časa. Najbolj varno je zavirati pred ovinkom, dokler je cesta še ravna, da dovolj zmanjšamo hitrost in speljemo ovinek brez zaviranja. Seveda, zdaj to je tako, kot pač pravi teorija in verjetno v idealnih pogojih. Normalno, da v neki kritični situaciji boš mogoče pritisnil tudi 50% na zadnjo zavoro. Mogoče boš mogel držati zavore tudi sredi ovinka. Ampak pač to so situacije, na katere se je treba sproti prilagajati in bremzati po občutku. Jaz bom zdaj opravil še z enim vzponom, tako da dobim potem tisti spust proti Mirnu, ki je na severni strani, sigurno bo vlažen in moral bom uporabiti vse svoje znanje in tehniko, da ga pravilno odpeljem brez padca. Kako je lepo tle na vrhu. Zdaj se moram prav ustaviti, da naredim eno fotko. Kot rečeno, zdaj me čaka tisti senčen spust. Upam, da bo vse ok. Razlika je seveda, na suhi cesti imaš dosti več oprijema in si lahko privoščiš bolj agresivno zaviranje. Na mokri in spolzki cesti je pa vse skupaj malo bolj tvegano, tako da je treba res zavirati z občutkom, nežno in tudi porazdeliti silo bolj enakomerno med sprednjo in zadnjo zavoro. Imel sem srečo, spust je bil senčen, ni pa bil pretirano vlažen ali spolzek, tako da se je vse srečno izteklo. Zdaj pa hitro se vzpnem še na Miranski grad. Ta Miranski grad je prav super destinacija, tak kratek vzponček, gor na vrhu imaš pa potem še vodni vir. Kar se tiče zaviranja na spustih, je tako, če je spust krajši in tudi če je bolj silovit, se na začetku splača bolj agresivno zavirati, potem pa samo pač postopoma korigiramo. Če je pa spust dolg, je pa treba pač zavirati v intervalih, postopoma popuščati zavore, da se ohlajajo in pač držati nekako do konca. Velika razlika je tudi, če pritiskamo na zavoro z vrha, kjer je sila manjša, ali pa če jo primemo od spodaj in lahko na ročico pritisnemo dosti bolj. Pri zaviranju na spustih je še dosti bolj pomembna drža telesa, namreč težišče še bolj sili naprej na sprednjo gumo, zato je pametno, če se pri zaviranju držimo malo bolj nazaj in probamo spraviti več teže na zadnjo gumo. Še na dosti bolj nevarne situacije lahko naletimo z gorskim kolesom, tam pridemo tudi na makadam ali pa na kakšno spolzko travo. Trenje je še manjše, oprijem slabši, tako da je treba zelo z občutkom zavirati. Je pa res, da so tam diski ponavadi večji, tako da so te zavorne sile dosti boljše kakor pri specialkah. Kar se tiče vzdrževanja zavor, jaz bi rekel samo redno čiščenje, toliko da ni gor neke umazanije, prahu, ampak jaz jih samo spiram z vodo. Nobenih čistil, nič ne špricam gor. Zdaj, če kdo misli, mogoče si lahko kupi prav kakšno specialno čistilo za zavore, jaz ga ne uporabljam. Kakršnekoli izkušnje so ko zmeraj dobrodošle od spodaj v komentarjih.
Življenjska doba zavor je zelo, zelo odvisna od načina vaše vožnje, koliko imate spustov, kako agresivno zavirate, koliko imate kil in tako naprej. Meni so ta prve zavore, ki sem jih dobil gor na tem skotu, zdržale 8000 km, skoraj eno celo leto. Sicer si pa jaz vsako menjavo opreme zapišem v Stravo, tudi zavorne ploščice, tako da v vsakem trenutku točno vem, koliko kilometrov sem z njimi že naredil in kdaj približno bo prišla na vrsto naslednja menjava. Možno je tudi, da se bo našel kdo, ki mi bo očital, da pametujem, saj konec koncev sem prav jaz glih v enem takem času pred 4 leti sam padel na enem mokrem in vlažnem spustu. Takrat sem se tudi kar fajn poškodoval, ni bilo pa pretirano hudo, tako za 14 dni bolniške. Ampak na takih izkušnjah se učimo, tako je življenje. Jaz upam, da bojo vse vaše kolesarske izkušnje minile brez padcev. Želim vam varno vožnjo, dosti lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.